spoštovani, čas je za okroglo mizo. Dali so mi lep na glavni mikrofon, da bi bilo lažje govoriti s temi čudovitimi gosti in gostjo danes. Danes bomo govorili o izzivih elektroindustrije in tudi o izzivih v drugih industrijah, namreč ne prihajate vsi iz elektroindustrije, ste pa povezani tako ali drugače z njo. Pa naj vas povsem na začetku predstavim. Nasproti mene sedi Jasna Henkovič, prihaja iz podjetja Cozy-Lab. Jasna je inženirka leta 2020, sicer pa projektni vodja in razvijalka programsko opremo v Cozy-Labu. Jasna, tako pozdravljeni. Moj mikrofon. Tako. Jasna, kako? Da na začetku prebijemo let. Jaz zelo dober. Trenutno sem še na porodniški. Čestitke. Na polovici porodniški. Aha. Tako da trenutno sem, kako ne rečem, malo ven iz industrije. Aha, dobro. Ampak v lepem življenjskem obdobju. Ja. Tako, super. Na desni strani Jasne je Matjaž Čemažar, direktor Domela in predsednik upravnega odbora Domela Holding. Matjaž, lepo pozdravljeni. Tudi podpredsednik upravnega odbora Združenja elektronske in elektroindustrije. Matjaž, kako? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. V redu, sploh v taki družbi. Ja, čast mi je, da imamo inženirko leta. To je res nekaj, kar si v naši branži želimo, no, več žensk, tako da res super izbor, čestitke. Matjaž, ampak pri vas pa ni porodniška, ne? Je to že mimo? Kar se mene osebno tiče, ja. Je mimo, ja, tako. Ja, mimo, ja. Zastrigel sem z ušesom in dvignil oko, ker kolikor poznam, ja, je to obdobje že nekaj časa. Ja, moja najmlajša vstopa v 9. razred osnovne šole. No, ja. Tako. Na desni strani pa imamo predstavnika RLS-ja, namestnika direktorja Matija Novak. Matija, dobrodošli na okrogli mizi. Še vas poprašam, kako vi? Ja, evo, hvala za tako lepo dobrodošlico, pa da sem tukaj z vami. No. Jaz sem sicer danes na MS Janeza, sem imel neke druge obveznosti, vas seveda vse lepo pozdravljeno. Drugače pa super, evo, veseli, da sem tukaj z vami. Bomo sicer malo drugačne perspektive ali pa poglede, ampak upam se, da mogoče kaj lahko doprinesem k tej diskusiji danes. In pa še iz četrte perspektive, če tako rečem, bo danes svoje izkušnje, znanje in vse med nas širil Marko Drobnič, predsednik Združenja kovinske industrije in SRIP Matpro ter predsednik uprave Talum. Marko, pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala za povabilo. Sem vesel, da sem lahko v družbi iz področja, bom rekel, materialov. Tukaj mogoče pa tudi za razlogom. Prej smo govorili o oskrbovalnih verigah, se mi zdi, da postajamo zelo pomemben tako vertikalni kot horizontalni partner pri sodelovanju z elektroindustrijo. Hvala za povabilo. To absolutno in materialov se bomo še dotaknili danes brez dvoma v tej okrogli mizi. Naj opravičim že opravičeno Saro Čučnik in pa Aleša Lipnika, ki bi danes morala biti z nami, ampak iz zelo opravičenih razlogov nista. Torej bomo debatirali mi štirje oziroma štirje plus jaz, pa za začetek, da še enkrat prebijamo red, pa še malenko sprostimo. Gotovo ste se že igrali igro asociacije. Torej, povedal vam bom eno besedo in vi v tistem trenutku oziroma v naslednjih 2 trenutkih poveste asociacijo. Pa bomo začeli spet prijasni. Beseda je izziv. Asociacija na izziv. Izziv. Prepočasna sem. A to je asociacija? Hitrost, ja. Ok, hitrost. Matjaž? Hitrost. Ne hitrost, izziv. Asociacija na izziv, ne na hitrost. Izziv danes je res ogromen, tako da to nas v bistvu drži, da smo proaktivni. Asociacija, Matjaž, asociacija. Asociacija. Ne dolg odgovor. Nobene pravljice, ja. Priložnost. Priložnost, dobro, hvala, Matija. Ja, jaz bi rekel, ne vem, dogodivščina, avantura, nekaj v tem smislu. Dobro, in še Marko? Za mene je sodelovanje in zaupanje. Sodelovanje in zaupanje. Odkar sem poslušal danes Polono,
je za mene, če še svojo asociacijo povem, je, kako priti po Dunajski iz centra do GZS-ja z e-skirojem v skladu z zakonom in predvsem varno. Tisti, ki se vozite po Dunajski v zadnjih tednih in mesecih, veste, da varnost res ni zagotovljena, sploh če se vozi s kolesom ali e-skirojem. Torej, to pa je moj izziv, ki bi ga bilo tudi smiselno rešiti. Ampak danes bomo govorili o strateških izzivih slovenske elektroindustrije in tudi druge industrije. Povzel bom povsem na začetku, kaj so trije glavni strateški izzivi elektroindustrije. Prvi je prestrukturiranje slovenske elektroindustrije, znotraj tega najdemo razvoj novih inovativnih izdelkov in tudi storitev, krajšanje časa dostopa na trge, povečanje fleksibilnosti proizvodnje in tudi ostalih procesov ter oblikovanje izdelkov in storitev po želji kupca. Drugi strateški izziv je povezovanje slovenske elektroindustrije. To so nove verige vrednosti, torej povezovanje med podjetji, sodelovanje podjetij znotraj razvojno-raziskovalnih konzorcijev ter skupni nastopi v tujini in pa sodelovanje z razvojno-raziskovalnimi organizacijami. In tretji strateški izziv so naložbe slovenske elektroindustrije. Govorimo o razvoju, o inovacijah in proizvodnih zmogljivosti, o reshoringu, torej, da se vračajo podjetja s svojimi izpostavami, kakorkoli že nazaj, v bolj lokalni okoliš in pa spodbujanje prihoda novih greenfield investitorjev. To so torej strateški izzivi slovenske industrije. In če, Matjaž, začnem pri vas, kateri izmed teh treh strateških izzivov vam je trenutno najpomembnejši? Torej prestrukturiranje, povezovanje ali naložbe. S katerim izzivom se trenutno najbolj ukvarjate? Mi največ delamo sigurno na naložbah, pravi razvoj novih izdelkov, prenova produktne platforme. To smo v bistvu vse nekje zastavili s ciljem, da dvignemo dodano vrednost. V našem strateškem planu je dvig dodane vrednosti na prvem mestu, da se iz tega sivega povprečja odlepimo. Tako da je ena od, seveda, produktivnost na vsak način, vendar tudi prenova produktne palete. Tako da je moče tole zdaj v prvem planu. Ja, povezovanje je sigurno in izziv in priložnost. Nismo najboljši v Sloveniji pri povezovanju, kljub temu, da imamo ogromno enih orodij, od centrov odličnosti, razvojnih centrov, SRIP-ov, ogromno orodij, ki so v bistvu bile z namenom povezovanja. Na globalni trg pa iz tega povezovanja mislim, da nimamo dovolj za pokazati. In to sigurno je izziv. Vi kot Domel ali nasplošno v Sloveniji? Govorimo o povezovanju na globalni trg. Ja, lahko rečemo. Mislim, da je to kar, upam reči, da je to kar splošno za Slovenijo, da imamo tukaj potencial. Iz teh povezav bi naša podjetja lahko naredila še več. Matjaž, rečeno je bilo, da je precej investicij. O kakšnih vrednostnih investicij govorimo v primeru Domela? Ja, pri nas so projekti, mi nekje investiramo v zadnjih 4-5 letih praktično 10% prihodkov, kar je veliko. Poleg tega še nekje 4-5% v razvoj in raziskave. To je kar intenzivna faza, ki seveda ne more iti v nedogled. Je pa voda na mlin elektroindustriji sigurno zdaj ta trend elektrifikacije. Tako da trendi so nam pisani na kožo, ne samo na področju mobilnosti, tudi na drugih segmentih se dogaja elektrifikacija in to je v bistvu neomejene priložnosti so trenutno za slovensko industrijo. Sliši se dobro, pa vendar ni tako enostavno in preprosto. Matija, v RLS-ju ogromno vlagate v raziskave in razvoj. V zadnjem menedžerju, ki je sedaj izšel v ta petek, je tudi prispevek o vašem podjetju in zapisano je, da 1/3 vseh zaposlenih dela na razvoju, inovacijah in tehnologijah. Kaj je vaš največji izziv trenutno? Enako investicije, povezovanje, restrukturiranje ali morda kadri? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, pri nas, mi smo proizvajamo senzorje pomika desuka, če nas še malo pozna, smo mogoče malo bolj nišno usmerjeni.
Tako da s tem, mislim, če hočemo ohranjati to globalno pozicijo na najvišjem nivoju, so potrebne, mislim, neke visoke vlaganja in tudi neka specifična znanja. Tako da ja, je res, mislim, približno tretjina zaposlenih je pri nas v razvoj. Sicer tukaj štejemo tudi tehnologijo, kar pri nas pomeni, da mi v bistvu veliko naprav, ki bo proizvajale naše izdelke, moramo sami razviti, ker je to tako specifično znanje, da ne moramo tega ali outsourcati ali pa nekje na prostem trgu kupiti. Tako mi tudi to nekako štejemo razvoj, tako tukaj je včasih meja malo zabrisana. Definitivno je pa, mislim, kot tako bolj tehnološko podjetje, tudi v prihodnosti, mislim, zdaj nekako gledamo mogoče nekih 5 do 10 let naprej, katere izdelke bomo delali, na kakšen način jih bomo razvijali, katere tehnologije in tako. In definitivno tukaj, mislim, so ta vlaganja v znanje, v raziskave, v razvoj so na prvem mestu. Smo šli pred kratkim, ko skozi malo večji investicijski cikl v zgradbo in opremo, tako tukaj imamo zdaj neke dobre temelje postavljene, ampak dolgoročno nam bo pa ziher to prednost nam bo pa omogočalo raziskave in razvoj. Kako težko dobite kadre za raziskave in razvoj? Ustrezne kadre? Ja, v bistvu mi smo srednje veliko podjetje, se pravi, zdaj trenutno nas je okoli 220, tako da naše potrebe po zaposlovanju na letnem nivoju niso spet take, da bi količinsko bilo to ogromno število novih sodelavcev. Gre se veliko za neka bolj specifična znanja, tako da tukaj poskušamo gledati čim bolj dolgoročno naprej, se pravi, v kaj se bomo usmerjali, kaj bomo rabili in potem veliko novih sodelavcev nekako vzgojimo od nekih študentskih štipendijskih schem. Imamo zdaj neko razvojno študentsko skupino, ki dela na nekem robotu, ki sicer ni v našem core programu, ampak da malo vidimo, kako se obnesejo v takem skupinskem delu, koliko so kaj zainteresirani za nove rešitve in tako. Tako da večinoma iz tukaj potem poskušamo črpati. Seveda, če se pa kje pojavi kakšna luknja, pač tudi tako nekako na prostem trgu poskušamo najti. Jasna, inženirka leta, ko smo že ravno pri kadrih, kako je v Cozy Labu s kadri? A jih težko dobite? Cozy Lab je znan po tem, da radi pridejo kadri v Cozy Lab. A to še drži ali jih težko dobite? Ja, še drži, radi pridejo kadri v Cozy Lab. Imamo pa dostikrat izziv najdeti ustrezen kader, ki ga iščemo, s temi specifičnimi znanji, ki jih potrebujemo. Dost delamo, dost low-level stvari tudi delamo, tako da rabimo programerje, ki znajo te neke specifične programske jezike, ki jih je včasih res malo težje najti. Ali pa če hočeš kakšnega preizkušenega najdeti, imaš tudi v programiranju hitre težave. Dobimo pa veliko študentov in jih tako, kot je Matija povedal, dostikrat si pol sami vzgojimo v take sodelavce, ki jih rabimo. Ampak naše potrebe so, žal, smo tudi 220 nas je, ampak rastemo hitro in rabimo tudi zaposlovati že izkušene ljudi. Kaj je čarobna palčka, da želijo priti kadri v Cozy Lab? Kaj delate drugače? Mislim, da ni kaj delamo drugače, kot to, kaj delamo. Samo kaj delamo. Ukvarjamo se z zanimivimi projekti. Zanimivi, slišijo se zelo, zelo zanimivi. Recimo protonska terapija, v bistvu delamo programsko opremo za protonsko terapijo, delamo programsko opremo za Evropsko vesoljsko agencijo, sodelujemo s CERN-om, z ITRom. To so vse take zanimive stvari, mislim, te pritegnejo. Izzivi te pritegnejo. Ja, ker kdaj deluje Cozy Lab, kot tudi nekatera druga slovenska podjetja domače, bom zdaj rekel, seksi zaposlovalec. Cool je delati v Cozy Labu. A to je del tudi na tem? Ja, definitivno, dokler ne prideš noter, polkrat prideš noter, vseeno samo programiraš. Vseeno samo programiraš, tako kot kje drugje. Ni zdaj, ne boš odletel v vesolje, pa tam iz Lune dol programiral. Še vedno se usedeš za računalnik in programiraš, končen produkt je drugačen. Te pa pritegne, no. Mene je to, da delam nekaj malo bolj pozitivnega, me je res pritegne. Ampak ja, še vedno, sem programiram. Super, hvala lepa za iskrenost.
Vendarle verjamem, da je še kaj več kot pa to, da samo programirate, no. Si predstavljam? Ja, sem poenostavljal. Tako poenostavljeno, da ne bi Mark slučajno narobe razumel. Marko, čekaj od Marka k Marku. Marko, izzivi v Talomu, so to kadri, prestrukturiranje, investicije, povezovanje? Zdaj, če lahko peto izberem, lahko peto izberem. Prosim, peto. Bom rekel stabilno poslovno okolje. Jaz mislim, da jaz prihajam iz, bom rekel, mi tako težko privabljamo na seksi način, na tak način ali pa na isti način. Sodelavce, ki so seveda tudi izziv, glede na to, da smo v, bom rekel, proizvodnji materialov, proizvodnji aluminijevih izdelkov. Jaz bi izpostavil predvsem to, predvidljivost v teh nepredvidljivih časih mogoče ni prava beseda, se mi pa zdi, da stabilnost pa je bistveno boljša beseda in to stabilnost na dveh segmentih. Eno je na nivoju, bom rekel, Evropske unije, z zelo strateško ali pa močno pozicijo na področju materialov in oskrbe z materiali prej nisem nenamenoma omenil, ker so oskrbovalne verige na tapeti in sam osebno sem prepričan, da je potrebno zelo smelo strateško tudi v evropskem prostoru načrtovati oskrbo z materiali, če bomo hoteli graditi potem tudi na dodane vrednosti naprej, ker sicer bomo to počeli zelo težko. Drugi segment je pa mikroposlovno okolje, jaz temu rečem Slovenije, ki pa tudi capla na tem segmentu, bom rekel, primerljivosti v branži med primerljivimi državami oziroma tam, kjer imamo mi naše konkurente v evropskem prostoru. Tako da jaz bi to peto izpostavil. Prestrukturiranje ne toliko, predvsem zaradi tega ne, ker ga ne jemljem kot projekt, ampak ga jemljem kot neko stalnico, ker kdor ne vlaga v raziskave in razvoj skozi vso svojo življenjsko dobo v podjetju, mi nismo muhe enodnevnice, tudi ne 4-letnice in moramo imeti svoje strategije zelo jasno, dolgoročno in srednjeročno začrtane. To ne jemljem kot projekt in ne kot velik izziv zaradi tega, ker je to neka stalnica, rdeča nit našega delovanja. Potem si omenil tudi povezovanje. Jaz mislim, da smo tu v zadnjem obdobju dosti naredili, tudi v slovenskem prostoru. Prešli smo tiste kupčke, prešli smo tiste ograje, prešli smo tiste momente, ko smo skrivali drug pred drugim, predvsem pa smo, se mi zdi, tudi karakterno preskočili to, bom rekel, neko zapečkarstvo in zelo odprto šli v povezovanja, ker v tem vidimo priložnosti za naš razvoj, na našo rast. Kar se pa tiče investiranja, pa tako kot sem prej povedal, tudi mi približno investiramo v našem podjetju tam v zadnjih 5 letih 25 milijonov, pri 350 milijonih ali pa dobrih 300 milijonih je to tam 7-8%. In to je nula vlaganja v raziskave, razvoj, pa ne samo znotraj podjetja, ampak v sodelovanju z partnerji, v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami po celotni vertikali, kar je bilo tudi, mislim, da danes enkrat ali dvakrat celo prej v predavanjih izpostavljeno, kar je zelo pomembno. Tako da še enkrat za zaključek, bi rekel, stabilnost poslovnega okolja v teh nepredvidljivih časih, zato da lahko zelo jasno uresničujemo naše strategije. Marko, zato ker zelo dobro poznate materiale in ker se tudi vi ukvarjate veliko z materiali, Bojan je prej izpostavil problem dobave materialov. Nekatere države, tudi velika podjetja, kopičijo materiale pri sebi. Kako je to v Sloveniji, kako je to v Evropski uniji? Ali dovolj kopičimo ali sploh kopičimo? Ni samo vprašanje kopičenja materialov, seveda. Zdaj, zaloge so po eni strani ena bilančna kategorija, po drugi strani pa rabiš zato vsaj v velikih podjetjih kar nekaj likvidnih sredstev, če bi hotel to narediti. Zdaj, jaz mislim, da si
mi zelo, zelo težko privoščimo, bom rekel, neke velike zaloge, tako z obeh vidikov, ki sem jih omenil. Tako da jaz mislim, da ne, bolj pomembno je tudi, da imamo zanesljive dobavne verige. Te pa je zelo pomembno, da so zelo, zelo blizu. Nam se je to zdaj izkazalo kot velika prednost tam, kjer smo imeli čez oceanske dobave, smo seveda trpeli. Tega je pri nas relativno malo. Tam, kjer smo imeli pa dobave blizu, se pravi iz evropskega prostora, pa praktično nismo začutili težav. Tako da meni se zdi tukaj na tem področju zelo pomembno, da imamo oskrbovalne verige čim bližje našim potrebam. Na tem je treba ne samo v slovenskem prostoru, pa v evropskem prostoru graditi. A jih imamo dovolj? Nimamo jih dovolj. Zdaj, sej se vidi, na katerih segmentih smo že zelo odvisni, tudi to je bilo danes že izpostavljeno. Jaz samo upam, da Evropa, nisem pesimist, sem zmeren optimist po naravi, da Evropa iz tiste močne zahodne civilizacije, ki je gradila svet, ni že zapravila te pozicije in te možnosti. Še vedno sicer verjamem, da jo lahko ohranjamo, sploh na nekaterih segmentih, brez našega znanja, ker smo zelo močni, vlagan v raziskave in razvoj na tem segmentu. Tisto, kar pa imamo oskrbe z surovinami in z materiali zelo blizu, se pravi blizu našega odjema, tisto pa moramo znati z smelimi politikami na nivoju Evrope zadržati pri nas. Hvala. Matija in Matjaž, prej sem vaju opozoval, ko je Marko govoril o prestrukturiranju pa o prilagajanju poslovnih modelov. Oba prilagajata se svojimi podjetji poslovne modele, prestrukturirate. Matija, kako je to pri vas? Kako velik izziv je trenutno? Koliko ste, ne vem, iz produktov na storitve oziroma na produkte, ki so custom-made za stranke? Ja, naša zgodovina podjetja, v veliki meri temelji na tem, da smo delali neke izdelke, ki so bili zelo specifično za stranke. Tako, to je nekaj v preteklosti, v čemer smo bili zelo dobri, v čemer želimo biti dobri tudi v prihodnje. Je pa vsem tako, da polk podjetja raste, so taki projekti, so procentualno vedno manjši delež neke prodaje, recimo, oziroma treba vedno večje neke take projekte najti, da se ti tak poslovni model še splača. Tako zdaj malo bolj gledamo tudi v neke take, recimo, bolj standardne kataloške izdelke ali pa v neke take, recimo, izdelke, kjer je prilagajanje nekih karakteristik lažje, zato, da bomo lahko še naprej seveda to visoko stopnjo rasti ohranjali. Je pa mogoče tudi, recimo, ena taka, oziroma take, če govorimo o prestrukturiranju, oziroma tudi jaz raje o tem razmišljam kot o nekih sprotnih izboljšavah, tudi neka revolucija, bolj kot neka evolucija. Pa zdaj v bistvu gledamo bolj, tudi v neke te nove tržne poti in zdaj zelo, ogromno vlagamo v nek digitalni marketing, prisotnost na internetu, v prodajo prek spleta, kar se sicer mogoče sliši malo nekonvencionalno za B2B podjetje, ampak vidimo, da ima to res neke take močne, tudi multiplikativne učinke, ki se sicer lahko pokaže šele čez par leta, ampak je to nek zelo, zelo velik benefit, ki se nam je super obnesel. Drugo pa tudi to, da, ne vem, zdaj tako lokalno prisotnost pa tudi poskušamo graditi tam, kjer vidimo, da je to smiselno. Zdaj sploh Evropa, Evropska unija, naprimer, zdaj smo odprli podružnico na Danskem za skandinavski trg in tudi kakšne take akcije v prihodnje so še čisto mogoče, da bomo imeli boljši stik s trgom, z našimi strankami, da ne bomo šli toliko prek teh distributerjev, ampak da bomo potem pa tudi boljše razumeli te njihove potrebe in znali boljše odreagirati na to. Matija, zakaj je v B2B segmentu prav to sedaj morda neka prednost prodaje preko spleta? Ja, si predstavljamo, da je v B2B segmentu sestanek, se zmenimo, deal? Ja, to je bil mogoče, kako mi gledamo na to. To je bil mogoče malo the old way of doing things. Se pravi, si šel na nek sejem, si hodil okoli, si neke vzorce v žepu si malo pokazal in to.
Ampak tako, zdaj, mislim, nove generacije inženirjev, oni googlejo, oni pogledajo, oni naročijo nek sample, mislim, zdaj, to ni več tako, bi rekel, agilno, da bo pa zdaj nek inženir pošiljal v nabavo, da naj mu dobijo neko ponudbo in pa bo to cel tak dolg cikl šel, pač on bo naročil prek interneta in bo testiral. In se vidi, mislim, tako vidimo tudi, ne vem, za vikend, pa take velike firme, ne vem, Silicon Valley, inženirji naročajo, kar vidimo po e-mailu, in je vse tako hitro deluje, da, mislim, za to prvo fazo, se pravi, da pridemo noter, dobimo nek kontakt v podjetje, da oni tudi testirajo naše izdelke, je to, mislim, super tak door-opener, če to potem tako rečem. Super, Matjaž, pri vas spletna prodaja B2B? Spletna prodaja je digitalni marketing, ki je osrednja strateška aktivnost, ki smo jo prepoznali en let pred COVID-om, tako da je COVID nas je dobil nekje na sredi naše poti. Smo pa zdaj ravno pri implementaciji nove spletne strani, ki bo tudi bistveno način mogoče. Tako da ja, vse to velja, kar je bilo rečeno, tudi za naš primer. Bi se pa mogoče navezal res tudi še na Marko, ta strateške surovine. Letošnje leto je prineslo to presenečenje, da tudi jekla so strateške, zelo strateška surovina. Se pravi, kaj se dogaja na jeklih in verjetno prav na jeklih je to, kar je bilo omenjeno, da so določene države, predvsem ta skrep, odpad, kopičili in si pripravljali teren za pokrizno obdobje. Meni je tako z vidika prav elektroindustrija, pa preko industrije elektromotorjev, mi je pa tako rekel globalno, rečem po domače, zavožena situacija na področju redkih zemelj. Vsi novi, boljši, naprednejši elektromotorji temeljijo na magnetih redkih zemelj in v zadnjih 20 letih je praktično Kitajska osvojila vse vire, tehnologijo, naredila preboj na tehnologiji naprej in nas drži krepko v vajetih. In to je dejansko magneta na trgu danes ne moreš kupiti, da ga ne bi dobil iz Kitajske. To je delež je 99%, pa mogoče 96%. Kar nas pri tej elektrifikaciji postavlja v eno tako zelo nezavidljivo situacijo. Rešitve, ne vem, kakšne so, ampak se mi tako... Pa želel sem vprašati o rešitve. Poraja se mi vprašanje, kje so zdaj ti globalni playerji, na kakšen način so globalni playerji na tem trgu zares razmišljali, da so dopuščali ta trend. A je dostop do teh surovin, Matjaž, v vašem primeru lažji, ker imate velik del podjetja tudi na Kitajskem? Na vsak način. Mi smo od 2005 imamo na Kitajskem nabavno pisarno. Začeli so takrat z drugimi surovinami, danes se praktično ekipa tam ukvarja samo z magneti redkih zemelj. Tako da spremljamo dogajanje, res obiskujemo dobavitelje, nekako poskušamo projekte razdeliti, tako da imamo več igralcev v igri. Tudi nekako zelo počasi tudi razumevamo, kako tam država na takih strateško pomembnih področjih igra svojo vlogo. Tega mislim, da v Evropi sigurno ni, v Sloveniji pa sploh ne. Ja, ker imamo demokracijo. Jasno. Eno vprašanje, tudi gospodje so govorili o izzivih na različnih področjih, tudi na materialih teh izzivov vi verjetno nimate. Kaj pa je v Cozy Labu trenutno največji izziv, če se še Cozy Laba dotaknemo? Mislim, da za Cozy Lab so kadri največji izziv. Kadri. Ja. Pa prostor, ker hitro raste. Se pravi, kmalu boste šli iz Viča nekam drugam? Bomo še eno lokacijo zaenkrat osvojili na Viču. Aha, dobro, se pravi, ostajate na Viču. Marko si je tule v netu zapisoval, med tem, ko sta Matija in Matjaž govorila. Marko, kaj je na papirju?
to, kar mi pade na pamet, takrat, ko ga govorite. Da pol ne pozabim. Ne, jaz mislim, da tu se strinjam, ne, raziskave in razvoj, to sem si še enkrat poudaril in napisal, da se mi zdi, da so temelji in da je tisto, kar je ključno in kar moramo usmerjati naše aktivnosti v Sloveniji, ker znanje, jaz mislim, da imamo na tem področju, na tem segmentu krasne. Mi smo krasni, ne, kot narod in imamo ogromno znanja in samo na tem lahko delamo neko dodano vrednost. Mi jo bomo težko delali na drugih segmentih in zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, da dovolj virov in časa posvečamo temu segmentu. Kaj delamo potem narobe, če smo tako krasni in imamo toliko znanja, ampak če pogledamo Evropsko inovacijsko lestvico, ki je bolj ali manj relevantna, pa smo slabi. Kaj delamo v Sloveniji narobe? Jaz mislim, da bi morali bolj intenzivno vsi skupaj razmišljati kot Baltazari, ne kot grdi rački na tem segmentu, no, če se izrazim po junakih iz risank. Kultura pri nas je tista, ki nas najverjetneje usmerja v kultura delovanja. Zdaj, če izhajam iz recimo našega podjetja, kjer smo bili zelo produktivno, intenzivno podjetje in ko gre že eno prestrukturiranje ali pa transformacijo, ne, na tem segmentu moraš ogromno energije, časa in virov vložiti v to transformacijo. Zdaj, če to apliciram in prenesem na narod, mi smo imeli znotraj 1500 zaposlenih, zelo velik izziv, še vedno imamo, ko to transformacijo delamo. In če to zdaj prenesem na narod in na naše korenine in na našo zgodovino, se mi zdi to eden izmed ključnih izzivov. Ob tem, da to, kar sem na začetku omenil, da si moramo tudi v Sloveniji zelo jasno prioritetno opredeliti, katera so tista strateška področja, v katera bomo vlagali, ker ne omejenih virov pa tudi nimamo. In mislim, da je prej državni sekretar na začetku omenil, da smo pri koncu spisanja strategije. Jaz vodim podjetje zdaj od leta 2012 našo, pa mislim, da je to ena tretja strategija, ki jo pišemo na nivoju odločevalcev. Zdaj, če bi mi pisali vsaka 3 leta novo strategijo, ja, jo prilagodiš, jo spremeniš, potem ne vem, kako daleč bi prišli. To pomeni tudi zelo jasno opredeliti naša strateško pomembna področja in tista podpirati in v tista vlagati. In to je povezano tudi z stabilnim poslovnim okoljem. Tako da jaz mislim, da je to skupek aktivnosti. Pa premalo se zavedamo Slovenci kot narod, po moje, tega znanja, no, ki ga imamo. Malo bi tu rabili bolj kot balkanske narave, bi rabili malo več ameriške narave. No. Matija, Jasna, vidva sta oba iz srednje velikih podjetij. Marko je že omenil današnji uvodni nagovor državnega sekretarja, gospoda Čuša. Povedal je, da bo na voljo 110 milijonov evrov za raziskave, razvoj in inovacije za počrpati in da bomo s tem prišli med vodilne inovatorke. Sam sicer malo dvomim, da bo to dovolj. Boste pa lahko vi kot srednje podjetje črpali ta sredstva. Ali črpate ta sredstva in ali jih boste? In ali nas bo to res dvignilo med vodilne inovatorje? No, jaz tlele težko komentiram, ker nisem na vodilnem mestu v našem podjetju, niti nisem vedela, da moram to vse pozanimati. Tako da meni se to zdi malo, osebno se mi zdi malo, je pa nekaj ne. Potem pa Matija šel mogoče malo globje v to. Ja, mislim, zihar je fajn videti, da prihajajo take spodbude za neke take razvojne projekte. Zdaj, mi v preteklosti smo sodelovali na kakšnih takih projektih, ampak velikrat je bilo tudi tako, da mi se lotimo nečesa, ker vemo, da v vsakem primeru šlo, ne? In v tem primeru tudi sami nekako lahko sfinanciramo to, ne? Imamo zaenkrat še dovolj visoko profitabilnost, da nam to omogoča. Bi pa mogoče samo se še malo navezal na tisto, no, kar Marko rekel, se pravi, to se strinjamo, da tukaj znanje je veliko,
ampak se mi zdi, da je mogoče malo tak diskonektor, ko bi rekel, med tem, koliko znanja je v Sloveniji na voljo, ne, zdaj ali v nekih univerzah, inštitutih in tako, nekako res obvladajo stvari v nulo, in med tem, kako pa gospodarstvo to znanje potem tudi zna uporabiti. Ne. Zdaj, mi sicer imamo neko dosti dolgo zgodovino sodelovanja s Fakulteto za elektrotehniko, z inštitutom Jožef Stefan sodelujemo, ampak jaz se vedno znova presenečen, kakšne so res kapacitete, kaj vse so oni sposobni narediti. In se mi zdi tako, po eni strani ima škoda, da mogoče v Sloveniji nekako, zdaj ne vem, ali gospodarstvo nismo sposobni tega bolj izkoristiti, ne? Ampak res mislim, da je tukaj nek skrit potencial, ki bi ga lahko boljše izkoristili. Vem, da so bile tudi v preteklosti neke take spodbude, ne? Da bi v bistvu gospodarstvo in te institucije znanja bolj združili, ampak se mi zdi, da potenciala je še bistveno več. Tu pa mislim, da ima Matjaž veliko izkušenj na tem področju povezovanja in prenosa iz raziskovalnih organizacij v podjetje. Imate odlični inovacijski stroj v Domelu. Kako ti, Matjaž, gledaš prvo na to, da se znanje prenaša iz raziskovalnih organizacij v podjetje in pa, da bodo finance rešile slovensko inovativnost? Tle se zelo strinjam s tem, ena taka prva izkušnja, pa je res kar moja 15 in več let nazaj na področju vodikovih tehnologij. Mi iz Domela smo bili čisti začetniki in smo res poznavali, ko smo prišli na Kemijski inštitut, smo videli, da so njihovi patenti v top prepoznavnosti, kakorkoli temu že rečem, se pravi. Ko smo pa nekako začeli, smo se trudili nekako povezvati ali pa iskati eno pot, smo videli, da je velika vrzel. Od tega res znanja, raziskav na izredno visokem nivoju, potem pa do industrije. Zdaj seveda sem prepričan, da bi slovenska industrija marsikaj od tega znala implementirati, ampak tako kot teorija prava, inovacija je takrat, ko se na trgu uveljavi. Se pravi, treba je pripeljati izdelek na trg, na globalni trg, velikokrat je slovenski trg premajhen za te vrhunska znanja ponovadi rabijo tudi, vrhunske investicije. In tukaj pa mislim, da pa imamo mogoče ta primanjkljaj močnih blagovnih znamk. Recimo, jaz še zdaj, ko predstavljam Domel novim kupcem in povem, da smo bili del Iskre v bivši Jugoslaviji, rečejo, vsi inženirji nekje tam nad 40, da se še Iskre spomnijo, to je treba priznati, da mlajše generacije tega ne poznajo, ampak Iskra je bila en brand name, ki je šel po Evropi, pa ne samo po Evropi, tudi širši. Hočem to reči, to znanje, te raziskave rabijo most in ta most so močne blagovne znamke, da prideš do trga. Seveda imamo v Sloveniji vrsto tudi zgodb, ki se te blagovne znamke v zadnjih letih so se lepo razvile. RLS je odlična zgodba, Pipistrel in še bi jih lahko našteval. In to mislim, da so tisti kanali, ki jih moramo uporabiti. Kar se pa teh projektov tiče, se pa jaz bojim, se rekel 100 milijonov. 100 milijonov. Če pogledamo, koliko je pa teh malih srednjih podjetij, to se bo tako razdrobili, da ne bo po domače, ne bo nikjer nič. Težko bo najti konsens, kaj potegniti naprej. Pa če se še na Markota navežem, naša strategija se recimo vsake 2 leti dopolni. Mogoče na vsake 6 let naredimo večji zasuk, večji poudarek. Je pa to ena kontinuiteta. Jaz nisem še tako dolgo v teh krogih, ampak mislim, da je vsaka vlada prej ali slej prinese na mizo, napišemo novo strategijo, razvojna strategija, industrijska strategija. In te papirji pa nimajo toliko kontinuitete. In to mislim, da je kar en zalogaj. Ne vem, kdo je tisti, ki bi te vajeti moral držati v rokah.
in jih ne prepuščati trenutni politiki. Hvala, to mislim, da se mnogokrat strinjamo na okroglih mizah in to je eno sporočilo, ki bi ga bilo treba še večkrat prenesti. Če postavim eno tezo za vse, kratko tezo, potem pa bom počasi zaključeval okroglo mizo, da je veliko znanja na področju raziskav in razvoja v Sloveniji, tako v podjetjih, kot v raziskovalnih organizacijah, nimamo pa toliko znanja na področju inoviranja, inovacijskih procesov, to, kar je Matjaž dejal, da prenesemo ta dognanja do trga. Ali imajo zaposleni v Sloveniji dovolj znanja na področju inoviranja? In kje ga dobijo? Kje vi naučite v podjetjih znanja o inoviranju? Ker v šoli tega naučijo? Na fakultetah se dobi ogromno bazičnega znanja, zdaj tako na strojni, na elektro, pač vse tega procesa razvoja izdelka se na fakulteti ne naučiš. Tako da tukaj, recimo pri nas, je edini recept pač močna štipendijska shema. Mi naše fante, zelo redke so dekleta, si jih zelo želimo, jih zelo zgodaj vključimo v ta proces, bodi si na način, da recimo v prvih letnikih fakultet sodelujejo pri izdelavi dokumentacije, da jih vključimo v razvojne projekte. Smo zagnali en projekt Start Young, kjer v bistvu začnejo čisto v tem start-upovskem okolju, izključno za naše za študente, pretežno za naše štipendiste, ampak ne izključno. Tako da v bistvu skozi en tak enostaven case gredo skozi vse te faze. Od ideje do tam, ko nekaj nastaja na papirju, do takrat, ko se izdelek rodi, pa te fante pošljemo tudi na trg, da poiščejo, če bi bilo ta izdelek. In da se naučijo tudi pasti. Matija, kako pri vas? In Marko, potem kako pri vas učite svoje zaposlene? To se mi malo hecamo včasih, tudi tako malo plansko, da rečemo, bomo 2 inovaciji naredili, ker to je težko zdaj čist predvideti, kdaj bo neka inovacija nastala, pa kakšna. Ampak zdaj tako grobo, pa vsem lahko gledamo iz dveh smeri, naprimer. Eno je, da mi da gremo naprimer ven k strankam na trg, pa najdemo neki inženirski problem in ga poskušamo rešiti, se pravi, imamo mi neke zahteve, da rečemo, ok, da pa so naša tehnologija, vsem našim znanjem, kako lahko razvijamo neko rešitev, ki bo inovativna, ki bo po možnosti unikatna, patentibilna in ki bo odgovorila na potrebe te stranke, da bo pripravljena nakupiti. Se pravi, to je nekakšni smeri trga. Druga recimo, možnost je pa, da mi, ki poznamo ta naš posel in senzor, vse najnovejše tehnologije, tudi v magnetnih materialih in tako naprej, pa da mi najdemo neko, recimo, če temu rečem, zanimivo Lego kocko in potem gremo gledati, kaj pa s to lahko naredimo. Gremo do stranke in rečemo, gledajte, mi imamo pa to nekaj novega, kar še noben na svetu nima in dobimo nek feedback, a je to nekaj, kar bi se prodajalo ali ne. Ker na koncu, mislim, inovacija sicer lahko obstaja, ampak mislim, cilj je vsem, da je to neka komercialna vrednost na koncu in je to treba iz obeh strani nekako združiti. In iz tržne in tudi iz razvojne. Odlično, hvala. Točno to sem nekako iskal pri komorkoli v odgovoru. Še Marko? No, zagotovo ne prinesejo sodelavci tega znanja procesnega v procesu inoviranja iz šol. Jaz sem že enkrat danes omenil in še vedno stojim na stališču, da je to kultura v podjetju. Upati si biti in drzniti si predlagati nekaj novega. Zdaj, če je od najvišjega vodstva navzdol to zaželjeno in pozitivno sprejeto, potem se to zelo, zelo generira. Od množičnega inoviranja s koristnimi predlogi do potem tehničnih izboljšav in inovacij. Tako da jaz mislim, da je to tono. 173 predlogov pri nas, recimo pri 1500 zaposlenih v letu 2011, do tega, da prideš na en predlog na zaposlenega, je potrebno kar nekaj znoja. Pa gre predvsem za to, da to spodbujaš,
Pri nas pač želimo spodbujati to na tak način, da naši sodelavci nimajo naloge samo upraviti svojega dela po opisu delih nalog, ampak da pač poleg tega vsaj enkrat na leto predlagajo nekaj, kaj lahko v tistem procesu naredijo drugače, da bo njim lažje, da bo produkt boljši, da bo proces boljši. Tako da meni se bolj kot znanje, tehnično znanje ali pa učenje tega procesa skozi proces inoviranja, seveda, ki ima svoje stopnje, zdi pomembno to, od najvišjega vodstva navzdol po vseh segmentih v hierarhiji zavedanje, da je to zaželjeno. Marko, super, tudi najlepša hvala za tole misel. Zaključim pa danes z jasno sem začel, z jasno zaključil alfa in omega tega okrogle mize. Jasna, Matjaž je prej izpostavil, pa verjamem, da se Matija in Marko tudi strinjata s tem, da bi si želela več inženirk v svojih podjetjih. Kako pripeljati v podjetje več inženirk? Ja, to je pot, ki se ne začne pri podjetju, tam se konča. Začne se v osnovni šoli ali pa mogoče že prej. Problem je v tem, da se otroci, pa ne samo dekleta, tudi fantje, si težko predstavljajo, kaj sploh inženirji počnejo. Dekleta pa sploh. V osnovni šoli večino deklet skupimo že s tem, ker pač do konca osnovne šole pride, da to že ni za punce, pa grejo bolj na umetnost, pa na družboslovje. Jaz mislim, da bi bilo treba predvsem že v osnovnih šolah otrokom pokazati, kaj inženirji in inženirke počnemo, spodbujati take projekte, kot so inženirka leta, projekt inženirke in inženirji bomo. Res otrokom čim bolj približati te poklice, ker to je naša prihodnost. Otroci danes, tehnični pouk je takšen, kakršen je že kar nekaj časa, ne vem, če se je kaj dosti spreminjal, računalništvo ali pa ta, ko danes govorimo o digitalni pismenosti, v osnovnih šolah jih še vedno tega ne učimo, a ne, pričakujemo pa, da vsi odrasli in starejši to znamo. V glavnem, kar neka reforma šolstva, po moje, je potrebna zato, da bomo čez 20 let imeli inženirje, ki jih bomo takrat potrebovali. In tudi širšo reformo šolstva bi potrebovali, ne samo na področju inženirstva. Hvala lepa za tole misel, na koncu jasna. Hvala lepa vsem. Povzamem v parih točkah, kar ste povedali. Marko je izpostavil, da poleg naštetih izzivov, ki smo jih danes našteli, torej prestrukturiranje, povezovanje in pa naložbe, je tudi izziv slabo okolje oziroma stabilnost poslovnega okolja, da smo povezovanje karakterno preskočili, smo zapečkarstvo, vse pa globalno vendarle ne povezujemo dovolj, da so zanesljive dobavne verige ključ, ki pa so pa blizu, torej da so alternativa za, recimo, nakopičenje materialov, ki se dogaja sedaj po svetu, da prodaja preko spleta je tudi v B2B segmentu velik potencial in da je mogoče celo to odločilno, da pridete do stika s prvimi kupci oziroma z določenimi kupci, da je kultura delovanja ključna za dvig inovativnosti, potrebno je vložiti ogromno časa, denarja in pa napora, da kaj uspe, da je primanjkljaj močnih blagovnih znamk v Sloveniji, da državne strategije nimajo takšne kontinuitete, kot bi si jih želeli za stabilno poslovno okolje in pa da se je potrebno drzniti in iti, početi nekaj novega, kar pa je nujno potrebno spodbujati in veljati z vrha navzdol po celotni vertikali med vse zaposlene. Tako, drage dame in gospodje, lepo se vam zahvaljujem, da ste zdržali z nami do konca. Hvala lepa vsem trim gostom in gosti še enkrat, bili ste odlični sogovorniki, v veselje mi je bilo in če kaj vem, je sedaj na vrsti druženje. Tako je. Lep dan še naprej in se vidimo naslednjič, drugače pa naslednje leto, na naslednjem dnevu slovenske elektroindustrije. Srečno in lep pozdrav!